dodatno vrednost, o kateri smo pravkar govorili. Tu govorimo predvsem o možnostih za rekreacijo, kulturo, pa drugačnih načinih preživljanja prostega časa. Kaj boste med svojim morebitnim županovanjem storili za dodatno vrednost občine? Začnemo pri gospodu Veršniku. Poglejte, večina Kamničanov, oziroma zelo veliko, zlasti teh novih priseljencev, živijo v blokih in ko se vrnejo iz službe, ponavadi iz Ljubljane in iz drugih krajev, jim seveda primanjkuje in vsi želijo pravzaprav samo še miru in pa rekreacije. Jaz mislim, da bomo nadaljevali z izgradnjo kolesarskih in peš poti, oživeli bomo tudi pohodništvo z organiziranimi potmi, rekreacijo, ponuditi čim več v domovih, kjer so ustrezni prostori za razgibavanje raznih fitness, tako imamo Šmarci in Duplici v šoli, da imajo možnost tega razgibavanja in pa seveda izkoristiti vse možnosti, ki jih nudi narava. Hvala lepa. Gospod Šarec, kje boste vi iskali to dodatno vrednost? Človek že dolgo ni več samo jesti, piti, spati, ampak je vse kar več. Kogar zanima šport, kogar zanima rekreacija, verjetno pogrešal te zadeve, jih zdaj pogrešam, da se tudi to v zadnjem času zelo izboljšuje, se pravi peš in kolesarska pot ob Bistrici, to je, mislim, da bo to velika pridobitev, ker je to izredno varna zadeva za kolesarje, za pešce in tako naprej. Jaz se usmerjam tudi v kulturo. Potrebno je Kamniku dati recimo festivale, še kakšnega več, Kamfest bi morda celo lahko podaljšali, pa še kakšne druge festivale, morda razmisliti tudi o kakšnem festivalu narodno-zabavne glasbe, recimo, ki so ta stara mesta, Ptuj in podobno, ampak to samo tako razmislek. Bolj pomembno je ljudem zagotoviti, tako kot je Rudi rekel, se pravi, da ko pridejo iz službe, da se sprostijo, ker danes smo vsi pod stresom in potrebno je, da gredo ljudje mogoče v naravo, ker imajo pa res dobre možnosti v Kamniku. Najlepša hvala, gospod Vizek-Nakar. Najprej replika gospodu Levčku, ki mi prej ni bilo omogočeno, za pomoč morate biti vedno dva za to. Medtem ko, pardon, gospodu Levčku sem rekla, ja, ste narobe razumeli. Kar se tiče kolesarskih in peš poti, to stvar je treba nadaljevati. To je ena izmed boljših stvari. Do leta 2012 bomo potegnili kolesarske in peš poti do Domžal, torej v Kamniški Bistrici do Domžal. Ne smemo pozabiti tudi Tuhinjske doline, ne smemo pozabiti tudi področja do Kamniške Bistrice. Do leta 2012 bomo zagotovili tudi varno peš pot do Starega gradu. Sedaj je preveč nevarna. Poleg tega je treba misliti na pokriti bazen. Po moji oceni, oziroma po oceni strokovnjakov, s katerimi sem se pogovarjala, je ta investicija velika 4 milijone evrov. In tukaj je potrebno pripeljati resnično evropska sredstva iz evropskih skladov, sicer da ta investicija ob sedanji krizi ne bo uspela. Hvala, gospod Ljubovič, kje boste iskali dodatne možnosti? Prosti čas postaja vrednota. In Kamnik ima to srečo, da ima veliko mladih družin. Vedno več rojstva imamo. In tukaj je treba dodatno vrednost. Ko starši pridajo iz službe, si želijo preživeti prosti čas svojo družino, svoje otroci. Eno od stvari je rekreacijska pot, druga je tista, ki smo prej govorili o živitvi Šutne. Tretja mogoče velika planina, kolesarjenje. Bistvo pa je to, da so tudi neki programi. Ko prideš domov iz službe, si utrujen, želiš preživeti čas svojo družino, ne pred televizijo, ampak je ven. To ve kolega Šarc, kolega Golubovič, ostali še kolega Levček, pa tudi nekega otroka zdaj. In to je tista dodana vrednost, ki se moramo mi boriti. Ljudem moramo prosti čas postaviti tako, da bojo imeli na izbiro več različnih stvari. Imamo pa premalo časa, da bi vse povedal. Glede tega, ko do 2012 postaviti kolesarsko pot do Domžal, je pa to misija nemogoče. Jaz bi se raje obrnil proti stranjam, zato ker v Šmarci imamo velike težave z lastniki zemljišč, z prostorskim načrtovanjem, pa s tem, da struga ni več tam, kjer je včasih bila in je pri prostoru to velika težava.
Gospod Klemen. Jaz se bom pri rekreaciji in prostočasnih dejavnostih omejil predvsem na šport in pa na zagotavljanje objektov in pa površin za rekreacijo. V zadnjem času smo bili priča slavnim in velikim obljubam, kako bomo delali športne parke, ki nastanejo po 10 milijonov evrov in več. Vse super, lepo in prav, ampak bodimo realni. V prihodnem mandatu, v prihodnih letih za kaj takega ne bo časa. In jaz bi se raje zavzel za pristop manjih korakov in realnih korakov. Naprimer, občina si absolutno lahko zada cilj, da v vsaki vasi, v vsakem naselju, ki šteje vse 500 prebivalcev, bi zunanje igrišče. Nekin je eden izmed redkih velikih krajevnih skupnosti, kjer še vedno nimajo športnega igrišča. Potem plavalci, vaterpolisti. Že dolg časa se prizadevajo za pokrit bazen, zdaj hodijo v Kranj. Tukaj sem se jaz pozanimil, obstajajo arhitekturne rešitve, ki jih je možno sprovesti za 5 milijona evrov, da bi imeli pokrit bazen. Ne, to so... Najlepša hvala, gospod Klemen, gospod Smolen, da ste vi na vrsti. Ja, jaz bi se absolutno strinjal, moram se strinjati z Matejem, zato ker je povedala resnica, treba športne objekte, treba tudi sam nekaj bom še nekaj povedal. Vsi pozabljamo pa na Stari grad in hkratno okrog, ki so veliki sprehajalne možnosti, in kot pa se včasih Martlezalo in tako naprej. Ta dom na Starem gradu. So vse stvari, ker jaz tam imam podjetje zraven in vidim, da ogromno ljudi tudi do Trimsko pot na Starega. Sem gor, se ne dogaja nič. Jaz bi samo to rekel, kaj smo naredili za športnike v zadnjih 20 letih, vsi govorimo, vsi obljubljajo, ko so bili do zdaj v zadnjih 20 letih, 25 letih, je pa ostalo isto, kar je. Nič ni bilo narejenega. Danes mi tukaj vsi, ki sedimo vseh 7, obljubljamo, čez 4 leta mu potegnem bilanco, potem se spomnite na to, kar danes govorimo. Najlepša hvala. Zdaj je šel za replike, gospod Videkona, kar se je že prijavila. Opozorila bi na športe, ki so izginili iz Kamnika in bi bilo treba ponovno vrniti tudi z izgradnjo infrastrukture, da ne omejem smučarskega teka, skokov smučarskih. Skratka, krepiti bi bilo potrebno športne aktivnosti in poskrbeti tudi za medgeneracijsko solidarnost. Ker namreč, če bodo zgrajene 3 steze, če so tudi naši starejši rekreirali tako, kot je to potrebno za zdravo življenje, potem bo tudi manj drugih problemov, manj potreb po domu za ostarelih in bodo ti starejši čim dlje ostajali na domu in pomeni, da bomo naredili močan prehranek tudi na drugih področjih. Poleg tega seveda, da bodo ljudje bolj zadovoljni. Hvala lepa. Za repliko sta se prijavila še gospod Klemen in gospod Veršnik. Gospod Klemen. Jaz bi sem tukaj nadaljeval, se strinjam, velike v Kamniku športov, ki so uspešni, pa nimajo preglednih površin. Ampak pri teh stvarih, kako zagotavljati športne površine objekte, ni potrebno odkrivati kakšne prevelike znanosti. Dajmo se sam ozreti okrog sebe. Eden izmed takšnih primerov je občina Lukovca ali pa še celo zasebni rekreacijski center Obralija. Pejte se pogledati njihovo hokejsko dvorano, če smem tako reči, ne? In ena izmed takih dvoran bi se zaslužila tudi v Vrhpolju. Hvala lepa. Gospod Veršnik. Ja, jaz sem že prej omenjal kulturne domove, ki so in v dobrem stanju, tudi te moramo izrabiti, tudi za namen razgibavanja, potem izrabiti prelepe planine in alpinizem, ki je bil v Kamniku nekoč zelo močna turistična in pa rekreacijska aktivnost. In pa seveda to, kar je bilo že tudi rečeno, pohodi na Stari grad, seveda s tem, da bomo lahko v kulturi vsaj čakali. Hvala lepa. Najprej gospod Smolen, nato gospod Golubovič in še gospod Šarec. Ja, gledajte, kot sem že prej poudaril, jaz sem športnik cel življenje, sem bil vrhunski sicer, bil sem plavalec, kolesar, tenis, smučar in tako naprej. Podjetje imam že 20 let v tem stilu, s tem, da sem tudi komercialist, še danih 20 let v športnih zadevah, ampak moram reči, da v Kamniku zadnjih 20 let ni bilo posluha za te športne objekte.
Absolutno ne. Verjetno tudi na to vpliva, bom rekel, ta naša sestava gor na občini. Hvala lepa. Gospod Kolobovič. Ja, hvala lepa. Na nek način ima celo prav. V Kamniku ni bilo posluha za športno infrastrukturo, malo bolj za programe, ker so sosedstva stalno pogovala do nekje 2007. Ko smo 2007 športno zvezo začeli analizirati, kje lahko postavimo kakšen objekt, smo ugotovili, da se v prostorskem načrtovanju taki večji objekti niti ne da več postavljati. In nekinje smo 2 dni, mislim, da 3 dni nazaj dobili končno od Ministrstva za kmetijstvo dovoljenje, da lahko spremenimo namembnost iz prvega kmetijskega zemljišča prve kategorije v šport in rekreacijo na 5 lokacijah. In v Vrhpolju smo ravno včeraj se dogovorili z vsemi stanovalci, da gremo v gradbeno dovoljenje za novo Linajko. Hvala lepa. Gospod Šarec, še vaša replika? Ja, mislim, da malo filozofiramo vsi skupaj, ne, ker vemo, da nobeden od nas ne bo rekel, da ne sme, da noče športnikom dati objektov, da noče dati telovadnic, da noče dati kulturnih domov, da noče dati tega. Vse bomo naredili, če bomo imeli denar. Če pa denarja ne bo, potem pa ne bo nobeden od nas nič naredil. Zdaj pa treba je pa denar znati pridobiti. Jaz sem bil na igralski akademiji in že 30 let jamrajo, kako ni denarja, ampak ni pa nobenega, ki bi ga znal tam pridobiti.